takrat je bila ona že z eno nogo v grobu, dobesedno. Ampak jaz takrat, vsi so tam, one sestre, se spomnim, so bile cele solzne, pa sem se, pa kaj je z vami? Kaj se pa Sofija ne bo umrla, kaj za vi nekaj to govorite, ne? Čeprav sem si po drugi strani želela, da se enkrat že konča, ker so mi vsi govorili, da bo. Pa so prišli domov, no in pol mi prijateljica pred kratkim pokaže to fotografijo, pa sem rekla, ona je bila že res skoraj mrtva, ne? Osebne potrebe so tisti, ne, ko se pač taki rodi, ko je te prizadet. Ne, taki otroci. In potem je Sofija bila na mamini razstavi. Je slikico dobila. Potem je moja mama prišla na obisk, pa kar več ni mogla biti tu, ker se je začela jokati in odšla. In potem sem si mislila, ja, jaz pa moram tu poleg tega otroka ostati, ona gre, jaz bi tudi naraje odšla ven. Kaj? Mislim, jaz pa se moram ves čas tako nekako spopadati s tem. Moč ozaveščanja, podiranje tabujev, pomoči drugim. Vse to je vrlina le redkih, ki v družbi delajo premike. Naša današnja gostja skrbi zase in za svoje najdražje na prav poseben način. Soočanje z otrokom s posebnimi potrebami namreč ni enostavno. Za svoja prizadevanja in delo je prejela naziv Slovenka leta. Z nami je Petra Greiner. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. V tem času imaš kar veliko dela, predvsem z mediji. Ti je to naporno ali si ponosna? Kljub vsemu, to je nagrada za tvoje delo in naziv Slovenka leta je vseeno zelo pomemben, tako za žensko, tako za nekoga, ki se trudi za svoje delo in mogoče tisti napor ob vsem tem, ki prihaja zraven, ni tako naporen. Ja, do samega tega naziva nisem vedela, koliko to ljudem pomeni oziroma, da jih veliko ve, kdo je v tekočem letu Slovenka leta. Zanimivo mi je bilo to ustavljanje ljudi na cesti, da so mi čestitali, tisti, ki me sicer ne poznajo, želeli vse dobro. V bistvu na tak način sem res videla, da ljudje podpirajo aktivnosti zavoda, ampak že takrat, tisto večer, ko sem pač prejela nekako ta naziv, sem res izhajala iz tega, da vsaka mama, ki ima otroka s posebnimi potrebami, zelo prizadetega otroka ali malo manj, je Slovenka leta. Kako pomembna je bila že za tebe mogoče nominacija za Slovenko leta in koliko si potem razmišljala, da bi ta naziv dejansko lahko tudi prejela? Spomnim se, ko so me klicali iz uredništva revije Jana in sem bila res zelo presenečena. Namreč v bistvu sem spremljala mamo, ki za svoj rojstni dan vedno gre en kos peš poti, skratka pot, po kateri jo je nosila njena babica, ko je bila zelo bolna, takrat namreč ni bilo avtomobilov, zdravnik ni bil v isti vasi, skratka, tako se mi je zdelo neka simbolika, ne? Slovenka, ženska leta, torej spremljam svojo mamo, njena babica jo je nosila. Kako ključne smo v družbi ženske, ne samo kot mame, ampak tudi tako malo pozabljamo. Se mi zdi, da biti mati, biti mogoče samo gospodinja je ena velika stvar. Vse preveč se mi zdi, da smo bolj pozorni na uspehe v smislu karierne, poklicne, pozabljamo pa na tisto primarno. Sicer si bila kar v družbi zanimivih žensk, zelo različnih poklicov, od znanstvenice do gledališke igralke in drugih, ampak tvoje delo pa, ne bi rekla, da izstopa, je pa iz področja, ki je zelo redko se ga ljudje nekako lotevajo oziroma ga opazi mogoče tudi družba in se ti zdi, da je mogoče zdaj v tem trenutku res bil čas, da so nekako opazili
tvoje prizadevanja? Meni se je zdelo zanimivo ravno to, da je res nabor vseh teh velikih žensk bil tako izjemen. V bistvu že tako sama nominacija se mi je zdela. Hvala za neko potrdilo, da vidite, da aktivnosti prizadevanja Zavoda 13 niso kar nepomembne na nek način. In ja, nisem bila prepričana, da bi lahko bila zmaga moja. Pravzaprav se s tem nisem ukvarjala v tem smislu, ni bilo to kot neko tekmovanje. Zdelo se mi je, vzela sem to kot en poklon, že sama nominacija in tudi takoj pred, bom rekla, tik pred samo razglasitvijo sem tudi na svoj Facebook profil zapisala, da sva z možem nazdravila temu, kar sva v bistvu v 7 letih, odkar je Sofija z nami, nekako, kako naj rečem, dosegla to eno zadovoljstvo, mir v družini. Ja, nekako, da ni pomembno zdaj dejansko, ali bom ta blesteč naziv prejela ali ne. No. Že nekako po 7 letih kot en rezime prizadevanj in dela. No. Sicer ta Zavod 13 ni nastal naključno oziroma kar tako iz neke potrebe po stvarih, ki manjkajo naši družbi, ampak nekako iz svojih lastnih izkušenj si videla, kaj v naši družbi manjka. Bi dejala, da je to bil eden izmed razlogov oziroma kateri so bili še, razen seveda tvoje hčere, razlogi za ta zavod? Ja, no, dejstvo je, da še preden sem ustanovila sam zavod, je potovala po Sloveniji že prva razstava, torej portreti otrok s posebnimi potrebami, ki so nagovarjali ljudi v smislu, starše sem vprašala, zakaj menijo, da so se ti otroci rodili prav njim in kaj so spremenili, in nekako z vprašanjem sem potem želela nagovoriti ljudi, ki so pač prihajali na razstavo. Naprimer, Sofija je dejansko mene naučila in mi pokazala, kaj je to brezpogojna ljubezen, imeti nekoga rad točno takšnega, kot je, ne pričakovati ničesar od njega, ne imeti kakšnih načrtov za tega otroka. In nekako moje vprašanje je bilo, kako ljubiš ti, da se malo vprašamo, kakšne so naše nenehne želje od ljudi, ki nas obkrožajo, partnerjev, otrok in drugih. To je bilo potem pa pač kot nekih splet okoliščin, da pa vseeno potrebujemo neko organizacijo in se mi je zdelo prav, izhajala sem iz tega, ko sem ustanavljala ta zavod, da ne bomo osredotočeni na nobeno diagnozo, torej ni pomembno, kaj z otrokom je, in da smo nekako res pozorni na žensko, na to mamo. Ker se mi je zdelo, takrat, ko sem jaz Sofijo rodila, vse je usmerjeno v samega otroka, pozabljamo na žensko, pozabljamo na očeta in pozabljamo na sorojence in na tak način več kot 50% družin nekako razpade, ker ne zmorejo nositi te teže. Zato jaz velikokrat rečem, včasih se res že malo ponavljam, ko povem, da moj mož Sofije, ne vem, recimo približno 2 meseca, ni zmogel prijeti v naročje. Vedeti moramo, da so nama tako na začetku povedali, da Sofija bo umrla vsak čas in normalno je, da se ne želiš navezati na otroka. Ženske smo malo drugačne, mati nosi tega otroka in karkoli ti dajo, načeloma sprejmeš in skrbiš zanj. Zato se mi je zdelo pomembno povedati drugim materam, ki so v tej situaciji, počakajte, ne bodite, če je le mogoče, preveč vsiljive, ampak to je mogoče samo, če imaš res psihološko pomoč, če imaš kup strokovnjakov, ki ti stojijo ob strani. Jaz še enkrat, da bi morala celo to zgodbo in vse te noči preživeti, ne vem, če bi zmogla. Alors elle commence à s'imaginer qu'elle pourra l'oublier ou le retrouver. Najprej imela otroci s posebnimi potrebami, zdaj pa ima razstavo človek brez dela telesa.
eni pa je mami našla ene svoje, eni, ko nimajo rokic, en fantek, ko ima tu rokice, ko nima nogic, pa tako. Elle erre sans but et sans âme dans son petit. Prezgodaj rojena, v tem smislu zahirana, nese sa odprto nebo, ki ni čez celo, ampak malo. Ne vem, kaj vse. In pa sem pa rekla, kaj bi lahko bilo, zato ker sem tako po spominu iskala mogoče kakšnega otroka, ki sem ga v službi srečala. Pa je rekla nekaj zelo redkega. Ampak moja, ne vem, če je vedela, da tako redka punca prihaja. Tendra sur le sable, dissimulé sous le silence, et camouflera ses rêves et souvenirs. Imam sestrico in bratca. Bratec je ime Lev, sestrici pa je ime Sofija. 3 so mi je 13. Désir sous une pluie d'étincelles, évite à tout prix de regarder le ciel, esquive à tout prix ses rêves et souvenirs. Entre tout et rien, elle erre sans but et sans âme dans son petit jardin. Elle attend que les cerisiers fanent. In je bilo najbolj zanimiv vtorek, ko sem šla z obema k zdravniku, no in gremo in pa smo 1 uro čakali in pol Sofija mi tam bruha in pol mi reče zdravnica, da treba še počakati, ker je bil na vrsti en fantek, s katerim, ne vem pač, kaj so imeli nek razgovor, ni bruhal, ni kašljal, ni nič. In pol sem se začela jokati in sem rekla, da ne bom več in da ne zmorem več in da jaz grem domov in da je ne bom več čakala. Ne? In se mi je zdelo, da prvič v vsem tem času, da sem spustila in sem rekla, ne, jaz več tega ne grem in vas ne bom čakala. Ne? Kdo so te družine, kdo so te mame, ki iščejo pomoč v vašem zavodu? Zanimivo je, da smo res tranzitni. Ne? To sem zadnjič razmišljala o tem, da smo velikokrat v pomoč na začetku, takrat, ko se starši soočajo s samim otrokom, samo diagnozo, z nekimi takimi splošnimi informacijami smo jim v pomoč v smislu, da vsaki taki materi pripada psiholog, kako pride do njega, kako dobi napotnico, kaj je zdaj s fizioterapijo, kam nekako potem kasneje otroka usmeriti, denimo v vrtec s prilagojenim programom, v kakšne dnevne zavode, tako kot je Sofija v dnevnem zavodu, oziroma centru zavoda zavoda Dornava. In je pa res, pri nas ni nobene članarine in smo nekako eni in isti in malo številni, kar pa v bistvu nič ni narobe. Opažam, da v glavnem se družimo celotne družine, tako kot tista mesečna srečanja vključujejo otroke, ki imajo posebne potrebe, sorojence. Skratka, da smo sedaj na začetku, prva leta smo se dobivali samo matere, zvečer, zdaj smo pa to prestavili na popoldansko uro, kjer smo vsi skupaj in ne rabiš razmišljati, kdo bo skrbel za tega otroka, kako boš uredil varstvo. In mi je povšeči to, da se pravzaprav radi družimo. Da zdaj v zimskem času gremo tudi na drsanje, imamo piknike, gremo v park, se dobimo tam, ne vem, na dekicah in otroci skačejo okrog. Skratka, bolj ta neformalni del druženja nekako spremeniti in dati neko tako noto čisto vsakdanje. Starši se ob spoznanju, da z njihovim otrokom nekaj ni v redu,
soočajo predvsem z bolečino. Kasneje pride neka nevednost. Kako hitro po tem spoznanju, naprimer, se obrne nekdo k vam? Katere so tiste prve informacije, ki jih išče? V bistvu se mi zdi, da vse ženske iščemo samo nekoga, ki bi te razumel, ki je dal točno takšno izkušnjo kot ti skozi. Torej neko sočutje? Tako, bolj mogoče razumevanje, kakšno bolečino ti takrat čutiš, s kakšnimi strahovi se soočaš. Spominjam se, ker na internetu imamo, bom rekla, iz celega sveta, nudijo pomoč staršem otrok s trisomijo 13, ki je tako zelo redka. In mi je bilo zanimivo, kako veliko časa sem potrebovala jaz, da sem jim pisala, da sem se nekako vključila. Na začetku se mi je zdelo ena stvar, da Sofija bo tako ali tako umrla in z njimi, torej temi starši, ne bom imela več veliko skupnega. Potem se mi je zdelo nesmiselno, zakaj bi zdaj jih karkoli spraševala. Skratka, potem pa se mi je zdelo krasno videti, da pravzaprav imamo res podobna razmišljanja, podobne težave na začetku, ne glede na to, na katerem koncu sveta živimo. Ob njih sem pravzaprav spoznala, da je za naše otroke relativno v naši državi dobro poskrbljeno, in sem potem res videla ta manko suporta sami družini, torej na začetku ženski in družini kot celoti, ne? Na to pa pač pozabljamo. Zanimivo je tudi to, da tudi, če recimo mene kontaktira katera od mater, da jo potem napotim k drugi ženski, ki ima otroka s tisto problematiko oziroma diagnozo, ampak na začetku pa ti potrebuješ samo nekoga, ki bi te razumel. Nič drugega, ni neke posebnosti ali pa filozofije. Tvoja zgodba je seveda posebna, lahko rečemo pa, da je tudi zgodba takšna, ki jo srečujejo oziroma se z njo soočajo starši z podobnimi otroci, z podobnimi težavami. Če pogledava najprej mogoče samo tvojo nosečnost, ki je potekala povsem normalno, ni bilo kaj posebnega, kako si takrat doživljala ta čas? Čas nosečnosti. V bistvu, ko sem gledala nazaj, se nisem dobro počutila, kar mi je bilo zanimivo. Veliko je bilo slabega počutja, v nekem psihološkem smislu, kar do tedaj nisem nekako nikoli občutila, ker sem vedra, nasmejana, optimistična. To mi je bilo zelo zanimivo. In zadnjič sem našla dokument o tej nuhalni svetlini in sem se ob njem od srca nasmejala. Namreč res velikokrat rečem, da kljub znanosti, vsemu, kar medicina počne, se očitno ti otroci še vedno želijo roditi, želijo priti na ta svet. Očitno in kot kaže, imajo nam marsikaj zapovedati, so kot, ne vem, začimba za ta svet, v katerem vsi hočemo biti odlični, najboljši, k temu tudi potiskamo naše povsem zdrave otroke in se mi zdi dobro, da ohranimo neko zdravo kmečko pamet, no, ravno ob teh otrocih, ki ne zmorejo ničesar. In potem seveda trenutki, ko si rodila, in spoznanje, da z otrokom pa mogoče res nekaj ni v redu. Kako so potekali ti dnevi? Verjetno zelo stresno, ampak kako se jih sedaj spominjaš? Ja, v bistvu je bil sprožen porod, ker je Sofija bila ves čas kot plod majhna. To je bilo prisotno skozi vso nosečnost, ampak dobro, zdaj je jasno, zakaj je bila tako majhna. Tako je pač se rodila nekoliko prej, ampak v bistvu je moje razmišljanje tudi, če bi pa čakali do konca, pa mogoče se kot živa, mogoče sploh ne bi rodila. Zanimivo je, da je bila, gotovo so pediatri takoj videli, da je nekaj narobe, ne glede na to, da je imela težave z dihanjem, ampak tudi glede na sam izgled. Jaz sem se nekako tolažila, saj bo vse v redu, saj nič ni tako groznega, dokler nimaš resnično črno na belem na papirju, da ima otrok to in to diagnozo, resnično upaš, da bo vse izvenelo in da si pravzaprav rodil povsem zdravega otroka z minimalnimi zdravstvenimi težavami. In takrat, če gledam nazaj, mi je bilo lažje,
ker sem imela nekaj opremljivega. Sofija ima potrojen 13. kromosom in zaradi tega bo imela kup nekih težav. Ker smo začeli iz nič, tudi s to smrtjo se mi je zdelo, da sem se lažje soočala samo zato, ker sem jo komaj rodila. Predstavljam pa si starše, ki imajo povsem zdrave otroke, pa potem zbolijo za rakom in pravzaprav zaradi tega umrejo, da je to bistveno težje. Meni se je tudi zdelo, verjamem, da ljudje nekako čudno gledajo name, ko rečem, da sem si na začetku po tistih prvih tednih želela, da Sofija umre. To ni najbolj naravno, ampak treba je vedeti, da so vsi okrog mene in vse je kazalo tako, da bo umrla in jaz od tiste utrujenosti, bolečine in čakanja, kdaj se bo to zgodilo, sem res, takrat, ko sva bili že v Ljubljani, resnično rekla, da lahko umre, lahko se poslovi, da jaz ne bom več hodila z njo po bolnišnicah in želim iti domov k njenemu očetu in da me čaka doma še en otrok. Se mi zdi, da je prednost tudi ta, da sem imela doma sinjo, torej sestrico od Sofije, ki je bila takrat stara 4 leta in pol, da nekako sem se malo streznila in sem rekla, tu imam še enega zdravega otroka, ki me potrebuje, ne? In zato tudi kasnejša nosečnost, torej Sofija ima še mlajšega brata, čeprav on govori ves čas, da je on večji in da je potem takem starejši. Nekako noče še razumeti, da je Sofija pravzaprav njegova starejša sestra. To se mi je zdelo nekako pomembno, da naša družina ni usmerjena samo na Sofijo, da Sofija ima svoj delež pozornosti in nege, ampak da sta tukaj še druga dva zdrava otroka, ki potrebujeta oba pač naju z možem. In se mi zdi, včasih razmišljam o teh težavah, ko starši so preveč bolj pozorni na otroka s posebnimi potrebami, ne hote zanemarjajo ali pa pozabijo na povsem zdravega otroka, pozabljamo na to, kako se oni počutijo, ko smo v tisti bolečini in skrbi samo za to sestrico ali bratca. In se mi je zdelo ves čas pomembno to, bom šla zdaj zelo nazaj in egoistično, kaj pa jaz, kje je tu moj delež, kje je tu čas zame, kako ohraniti sebe. Nekako sem res, pa to ni bilo nekaj, da boš nekako se zjutraj zbudil in si boš rekel, danes bom pa tudi poskrbel zase. Nekako je to prihajalo, ne vem, iz neke nemoči, iz nekega naravnega nagona po preživetju, brez občutka krivde, da sem si kdaj vzela čas zase, da sem se kdaj umaknila, da sem si želela biti jaz samo oseba, ženska, ne pa spet in biti samo mati prizadetega otroka. Mislim, da je tu, če se navežem na partnerski odnos, velikokrat problem ta, ker partnerja potem ne najdeta več poti drug do drugega. Mogoče so še tu neka obtoževanja, nehote, kdo je tukaj kriv, zakaj se je nama to zgodilo in podobno. In se mi zdi ključno to, recimo, ker midva sva po recimo nekih 4 mesecih, ko sva šla prvič v gledališče, sem imela grozno občutek krivde, da Sofijo puščam doma, ampak takrat sem si jasno rekla, da Sofija lahko umre kadarkoli, bodi si, da sem jaz, ne vem, pri zdravniku, frizerju, da skočim dol, ne vem, smeti, da odnesem. In sem se potem nekako počasi začela zavedati, da imam tudi jaz svoje življenje, ki pa ga seveda v veliki meri posvečam Sofiji in tudi drugima 2 otrokoma. Za takšno trezno razmišljanje je pa potreben čas, seveda, podpora na nek način. Ampak če pogledava tiste prve začetke, o trisomiji verjetno v tistem trenutku nisi kaj dosti vedela, ko so te soočili z to boleznjo. Potem pa nekako dobimo to znanje, ker ga iščemo. Kakšne so posledice, kakšna so dejstva, kakšni so rezultati v današnji družbi, v medicini. Sofija ni imela ravno obetajoče napovedi, ne? Ampak se je to spremenilo? Ja, v bistvu sem iskala takoj po spominu, glede na to, da sem fizioterapeutka, kje smo se to učili, če se tega spominjam in se sploh nisem, kaj to pomeni in seveda greš takoj na splet pogledati dejstva.
Zanimivo mi je bilo to, da sem gledala druge otroke in ne vem, zakaj dajo tako zelo prizadete. Moramo vedeti, tako kot je pri otrocih z Downovim sindromom, imamo paleto, torej zmožnosti in težav, tako je tudi s trisomijo 13, so otroci, ki imajo, bom rekla, na videz lažjo obliko in tudi navzven ne izgledajo tako zelo prizadeti. In ne vem, zakaj je pač na spletu toliko samo tega negativnega. In se res spominjam, da sem veliko ob teh fotografijah jokala in mi je bilo jasno, tudi ko so ljudje in pač okolica, prijatelji, sorodniki želeli biti optimistični in me tolažili, da bo vse v redu, da mogoče ne bo umrla, sem jim jaz trdila nasprotno, da ni možnosti, da Sofija preživi, da tisto prvo leto sem res nekako čakala to smrt. Prvi rojstni dan sem bila precej nerodna, obenem pa izredno ponosna na njo, da je z nami, da je relativno v redu. Velikokrat rečem, ko je šla prvič v vrtec, malo me je to spodbudila pač nova nosečnost, a Sofija jo treba nekam dati v varstvo. To se mi je res delo, kot da bi moj otrok diplomiral ali ne vem še kaj več. Izredno sem bila ponosna, torej Sofija, ki bi morala umreti, ki je zelo prizadeta, iz katere ne bo nič, nobenih pričakovanj in ta vrtec je bil zame tak kot nek uspeh. Da ne govorim vsak rojstni dan kasneje, ampak je dejstvo, z rojstvom novega otroka se je resnično smrt z našega doma nekako umaknila, čeprav recimo enkrat na leto ali še manj ima Sofija kak epinapad in takrat potem podoživlja znova, a je to ta smrt, ali se bomo zdaj poslovili, kaj zdaj to pomeni, čeprav je za kratek čas. Ampak v glavnem, zato sem se tudi res trezno odločila še za novega otroka, nekako iz te zavesti, da novo življenje prinese več veselja, več optimizma. In nekako nisem pa se zavedala, kaj bo to za Sofijo pomenilo, nekako ona je tudi z levom vred na nek način bistveno bolj napredovala. Mogoče se je tudi ona boljše počutila, zato ker je bilo moje počutje, torej nov otrok, hormoni na višku, pa se je moralo njej gotovo zdeti zelo fino živeti v takem okolju. Zato velikokrat rečem ženskam, da ne pozabiti na neko lastno veselje, ker če ti samo jočeš ob tem prizadetem otroku, te skrbi 1000 stvari, to ni okolje ravno, v katerem bi vsak od nas želel živeti. Dejala si, da si se potem odločila še za enega otroka in to zavestno odločila. Marsikdo ima ob soočanju z težavami pri bolezni z otrokom pomisleke, kako bo z drugim, ali se lahko ponovi, ali je lahko srečen za tem otrokom, mu lahko kasneje nudi vse to, kar si je sam nekako zaželel, ali vseeno smrt otroka ali bolezen otroka tako vpliva na človeka, da ni sposoben več nuditi vse drugemu otroku. Kaj se ti je vse takrat nekako podilo po glavi, da si se potem pa vseeno odločila za še enega otroka? Primarno se mi je zdelo to, če nimam nad Sofijinim življenjem nobene kontrole in si potem gotovo želim nekako nove nosečnosti, novega zdravega otroka in zakaj me ni bilo strah, da bo karkoli narobe, je primarna stvar ta, ker oba z možem sva morala na testiranje, tako da Sofijina napaka je resnično plod matematične napake pri podvajanju kromosomov, ne gre za slab dedni material enega ali drugega, tako da sem si zelo hitro rekla, da še ene 7 ne dobiš jo enkrat v življenju in konec. To je ena stvar. Druga pa je res, da so bili veliko bolj pozorni v času 3. nosečnosti. Nuhalno svetlino je zamenjala amniocinteza, ki je veliko bolj zanesljiva. In nekako, čeprav so me tudi prijateljice malo presenečeno gledale in spraševale, kako bom to zmogla, mi sploh ni bilo jasno, ampak zaradi te neke želje, da jaz vem, kar je prav,
Jaz sem bila popolnoma prepričana, da je to nekaj najboljšega, kar prihaja v našo družino in za vse nas. Kaj pa opažaš, kako odreagira družba v takih primerih, oziroma ljudje, ki se nekako obračajo na zavod, se soočajo s podobnimi težavami, kot si se ti? Kako se ti odločajo, kaj opažaš? Se odločajo še za enega otroka, jim je težje, jim je lažje? Zelo različno, od tega, da se odločijo za tega novega otroka ženske za novo nosečnost in potem bi rekla zacvetijo, tako kot sem jaz, resnično vidim to pri njih. Recimo veliko bolj vidiš pri drugih družinah, kot si sam takrat v tisti situaciji, se pa tudi zgodi, da se ne odločijo, da je to pač ta en otrok, za katerega maksimalno skrbijo in se mi zdi tudi to sem nekako opazila v smislu te različnosti, da spoštujemo nekako odločitve drug drugega. Včasih smo preveč pametni, sicer dobronamerno, ampak želimo nekako vsiljevati neka svoja prepričanja, ki pa ni nujno, da so prava za nekoga drugega. Družba ima pri tem kar neke norme, ki bi si jih načeloma želeli vsi držati, ampak hkrati pa vidimo, da ne moremo, da ne bi izstopali iz teh norm. Sama si dejala, da si to pri Sofiji za bolezni ugotovila šele, oziroma so ugotovili šele po porodu. Ti pa srečuješ primere tako takšnih družin, ki ugotovijo, da imajo otroka bolanega, da zbolijo za rakom, da se rodijo z Downovim sindromom in podobnimi boleznimi. In pa seveda takšne primere, kjer ugotovijo to že v času nosečnosti. Zdaj, tukaj se ljudje soočamo z vprašanjem, kaj je prav in kaj je narobe. Vsak se seveda na koncu nekako po svoji vesti odloča. Kaj pa ti meniš? Kakšne izkušnje imaš z takšnimi družinami? Kako potem živijo z svojo odločitvijo? Takšno ali drugačno? Jaz sem zelo vesela, da nisem v času nosečnosti vedela, kaj je Sofijo. Gotovo bi se odločila, da jo ne bomo sprejeli, bi šla prav tako na internet pogledati, kaj pomeni ta trisomija 13, nič dobrega torej. Zdravniki bi me prav tako podpirali, da nima smisla, mož tudi, ampak zanimivo je, da kako različno ženske dojemamo to nosečnost tega otroka. Mati, ki je v času nosečnosti izvedela, da ima deklica trisomijo 13, je zelo veliko pomenil ta pogovor z mano, nekako, kaj sem jaz doživljala, kaj Sofijo je narobe ali na drugi strani ni. In ker je imela dva zdrava otroka že, se mi je zdelo ključno ji pokazati to mojo optimistično plat Sofijo. Je pa zelo zanimiv intervju moža, ki ga je dal za Val 202, ko je povedal svojo moško realistično plat. Dejstvo je, da mame zelo počrtamo tisto, kar je pozitivno. Mnoge noči, ko ne spimo, ko ne veš, kaj je z otrokom narobe, zakaj joče, pri zdravem otroku veš, da so obdobja, zobje in podobno. Pri tem otroku je 7-letna norišnica, ki vsebuje vse to, kar pri dojenčku po določenih letih daš že mimo. In se mi je zdelo nekako ji res iskreno povedati, da če ne čuti, da se ne rabi odločiti za to neko, bom rekla, herojsko dejanje, ker ne gre pravzaprav za to, da nekako nekaj dokažeš sebi ali družbi. In mi je bilo zanimivo, da se pač ni odločila za to deklico, potem so ugotovili, da je imela veliko kot plod, veliko več težav recimo kot Sofijo, ker ne gre za primerjavo, in so se kasneje odločili za novega otroka, ki je pa sedaj popolnoma zdrav in je vse v redu. Zanimivo pa je na drugi strani, da pa ženske, ko se ne odločijo za recimo plod, ki ima Downov sindrom, imajo pa potem velike psihične težave na eni strani, potem nekako iščemo načine, kako recimo bi lahko izvajale
prostovoljno pomoč, ker se želijo ukvarjati ali pa biti v stiku z otroci, recimo tako kot so v zavodu brez staršev, ki imajo Downov sindrom, ne? Ampak sploh tu ni vprašanje oziroma odgovor prav ali narobe. Meni se zdi ključno samo to, da v času nosečnosti nimaš samo mnenje zdravnika, ampak na drugi strani lahko prosto vprašaš, karkoli ti leži na duši starša, ki ima takšnega otroka. In potem se mi zdi, je res je človek tisti, je mati tista, je družina tista, ki se odloči, ali se bo za otroka odločijo ali ne. Jaz ves čas govorim za tiste, ki se odločijo, so izredno pogumne. Jaz sem bila vržena v to avanturo, ne vem, če bi se odločila za Sofijo. In potem živeti s tem vsak dan, vsakodnevno življenje, od jutra do večera in po noči seveda. Partnerstvo je tukaj zelo pomembno, ne samo podpora družine, družbe, starih staršev, strokovne pomoči zdravnikov, ampak partnerstvo je pa tisto, ki nekako mora funkcionirati. Koliko tebi pri tem pomaga partner, koliko vidiš, da je vajna skupna pozitivna volja vpliva tudi nekako na to, da vi kot družina funkcionirate? Se ne glede na tiste klaverne začetke, ko mož res ni želel in hotel in zmogel vzeti Sofijo v naročje, je dejstvo, da jo on vozi v vrtec in jaz lahko odidem za 2 dni v Ljubljano in meni in bo on popolnoma poskrbel za vse najine 3 otroke, je izredno suveren, ampak sva si nekako resnično razdelila. On v veliki meri kuha, jaz sem bolj pomočnica, jaz imam Sofijo in vso, ne vem, zdravstveno skrbo, kadar je potrebno čez, on druga 2 otroka. Nekako naravno smo si nehote razdelili, pač, da oba delava na področjih, kjer se čutiva mogoče dovolj močna. In meni se nikoli ne zdi, da bi zdaj silila njega, če vemo čez vikend, da je Sofija popolnoma moja domena. In meni to sploh ni moteče. Seveda so dnevi, ko je Sofija zelo pozitivna, zelo zdrava v smislu, da ima dobre dneve, da marsikaj zmore tisti dan. Kakšna je ta razlika potem med temi dnevi, ko pa nima tako dobrih dnevov, ko je zelo naporno tudi za tebe, za vso družino? Ja, se nedolgo tega, nekaj tednov ni spala, mi je bilo zanimivo, ko sem povedala to v dnevnem centru, ne, v njenem vrtcu, rečem jaz. In so mi tam rekli, da očitno mora biti nekaj v zraku, ker imajo vsi otroci težave, čez noč ne spijo in podobno. Takrat ti ta pozitivna naravnanost malo pade, ker noč potrebuješ in ne vem, kako to, da sem se jaz nekako navadila, da ne glede na njen jok in jamranje, ker dejansko ne moreš nič narediti, ne pomaga niti, ne vem, protibolečinska svečka. Spim, moj mož pa veliko manj in takrat se potem malo selimo po stanovanju in gledamo na to, da vsaj tistim, ki želijo spati in rabijo mir, omogočamo malo več miru. Ampak se mi zdi, da najbolj, bom rekla, grozljivo v vseh teh 7 letih se mi je zdelo takrat, ko je imela hlačni mavec, ko je imela ta mavec 5 tednov. In sva bili skupaj 24 in tistih dodatnih, ne vem, recimo 7 kilogramov, ki jih je imela še, to previjanje. Takrat sem mislila, da ne bom zmogla več in da bom resnično po vsem času, ko sem že mislila, da smo prišli na zeleno vejo, da bom popustila in velikokrat sem si mislila, da ne zmorem več in da, Kdo ti v tistih trenutkih daje moč potem? Ne, se velikokrat rečem, jaz sem 7 let že gostujoča pri psihologinji. Včasih rabimo malo To se mi zdi najboljše, ja. To se mi zdi ključno. Res drugače zblazniš, skratka, da se pogovarjaš, sploh na začetku, ampak tudi sicer, da se pogovarjaš z nekom, ki ni del tvoje družine, ki ni vpleten v varstvo tega otroka,
torej z nekom tretjim, da lahko iskreno poveš, kaj te tare, kaj te skrbi, kje so bolečine, česa si želiš. Ne vem, se mi zdi to najbolj pomembno res, da nekako govoriš z neko, ne samo, ki ima psihološko znanje, ampak bolj to, ki se ne sooča sicer s tvojo družino in s tem prizadetim otrokom. In takšna podpora, to je eno izmed tistih, kar tudi nudite v Zavodu 13. S tabo nekako skupaj sodeluje številne strokovnjakinje. Koliko sem opazila, večina same ženske. Kako to? Ja, ne vem, ampak v bistvu to je nabor žensk, s katerimi sem se srečevala. Jaz recimo, preden sem Sofijo rodila in se mi je zdelo ključno res takoj ponuditi to, kar potrebuješ, torej enega pediatra oziroma pač pediatrinjo, kjer lahko ob nekem mirnem čaju vprašaš vse tisto, kar ne zmoreš mogoče v ambulanti, psihologinjo, ko iščeš neke odgovore, načine, karkoli, specialno pedagoginjo, kadar si želiš oziroma vidiš, da bi doma potreboval neko pomoč oziroma jo ponujal, govorim o nekih takih neklasičnih terapijah, predvsem pa spodbuda otroku, kar delaš recimo mimogrede med nego, med kopanjem, med hranjenjem in podobno. Ampak v bistvu se mi zdi, da takrat, ko imamo pač ta mesečna srečanja, si veliko odgovorov damo starši drug drugemu že ob tistem nekem čaju ali pa kavi. Da v bistvu ne gre tako strogo, seveda že individualno, kdo koga vpraša, torej naše strokovne sodelavke, ampak je bolj že to neformalno druženje tisto, ki ti povsem zadostuje. Občutek varnosti pa je, da imaš nekoga na drugi strani, ki ga lahko kadarkoli v enem miru vprašaš, tisto, kar te tare. Se mi pa zdi zanimivo, če govoriva recimo o naši pediatrini. Gordana Štrkovič je ena krasna ženska, s katero sva delali v zdravstvenem domu Radlje ob Dravi, ker sem jaz začela svojo poklicno pot in mi je zanimivo ta del, da potem starši, ko smo v nekem sobivanju skozi čas, ugotavljamo, da tudi pediatri so ljudje, da tudi pediatri imajo mogoče slab dan, da jih veliko bolj razumemo, da so tudi oni kdaj nemočni, ko pridemo k njim. Po drugi strani pa z nekimi takimi iskrenimi pogovori tudi ona izve, česa si želimo, kakšne obravnave, na kaj naj bodo pozorni. Tako da gre za eno vzajemno, ne vem, informacijami, vzgajanje, nekako dodano vrednost, tistemu, kar mogoče študent medicine nehote tega recimo ni deležen. Je pa seveda razlika, sama si dejala, da si fizioterapeutka po poklicu, delala si z podobnimi otroci, ampak razlika v tem, da imaš sam in takšnega otroka z posebnimi potrebami, soočati se vsak dan z vsemi težavami, je pa čisto drugačna izkušnja, kot pa samo delati to kot službo, pomagati drugim. Koliko vidiš, da potem vseeno nekega znanja pa nisi imela prej? Ne, to veliko krat rečem. Jaz, če se pogledam nazaj, ko sem pač pred Sofijo delala na Centru za sluh in govor, sem bila preveč ambiciozna, preveč stroga, preveč zahtevna do staršev in se mi zdi zdaj kakšna neumnost, zakaj in kdaj nisem rekla, da tako kot zdaj trdim, da fizioterapija je veliko bolj uspešna, kadar otroka peljemo na en izlet in mu ponudimo neko igranje in podobno. Zakaj je vse usmerjeno v to, da samo če bo otrok shodil, potem bomo srečni mi in otrok, seveda neka taka motorična samostojnost je ključna, ampak se ne zavedamo, da otroci imajo te terapije in treninge, s čimer se moje kolegice strinjajo, da je to so kot treningi profesionalnih športnikov, da jim na tak način dodatno odvzamemo otroštvo, brezskrbnost, veselje, da nekako je treba znotraj tega najti eno srednjo pot, da ne smemo biti tudi kot starši preveč ambiciozni, preveč zahtevati, da je tu nekako prva točka ta sprejeti, da otrok ne bo zmogel nič. Mogoče je bilo meni lažje, zato ker sem se jaz morala soočiti s smrtjo, potem pa je bilo toliko
pozitivnih stvari skupaj s Sofijo, ne? Da je lažje mogoče to, da ti rečejo, da otrok ne bo živel, pa se potem veseliš res majhnih radosti in napredkov, kot pa, če govorimo o neki blagi cerebralni paralizi in si bolj nekako želiš, da bo otrok nekoč podoben povsem zdravemu otroku. Ne glede na to, kako se ne zmore, da ima neko komunikacijo, to hočem reči. Sploh, če si dolgo z njo, če si je navajen, to veš, kaj želi, na kak način. Tako je smotano, to, ker včasih kdo misli, zakaj je ona toliko tam na blazini, pa če ona preprosto tam želi biti, se rada pocarta, ampak ona ima rada svoj mir, ne me gnjaviti, ne me nositi preveč, ne me preveč cartati, tak se mi zdi. In če jo poslušaš, je ona zadovoljna, no. Levček pa, če imaš tako disko glasbo, ne, ti pa on tako se sedi, ti pa tako, včasih tak ali pa tak. Sofija realno gledano ne bo odrasla, ne. Tvoje znanje je potem seveda zelo pomembno tudi za strokovne kroge, tako kot za bolnišnice in mogoče tudi izobraževalni del v naši državi. Izkušnje tvoje in tebi podobnim posameznikom so zelo dragocene za stroko. Koliko želijo izvedeti te tvoje izkušnje, koliko želi stroka dobiti te dodatne informacije, razlike, tako kot si jih sama ravno kar povedala. Ja, saj zanimivo se mi zdi dejstvo to, da jaz nisem močna na nekem strokovnem področju, ampak govoriva bolj o odnosih, o boljšem razumevanju staršev, ki imajo take otroke, zato res rada grem med študente medicine, med dijake srednje zdravstvene šole, študente psihologije. Sofijo sva lani šli med prve razrede, ker to so njeni sovrstniki, in sem jo peljala v razred, ki bi mogoče bil tudi njen razred, in so jo krasno sprejeli. Zanimivo je bilo dejstvo lani, da so me povabili ginekologi medse, ko sem pač povedala eno svojo zgodbo v smislu, zakaj si ženske želijo pridobiti informacije druge matere, torej v času nosečnosti, kaj to pomeni, ko rodiš takšnega otroka, na kaj biti pozoren. Ja, se mi zdi zanimivo to, da zdravniki niso več, bom rekla, nimajo, oziroma jaz nimam občutka, da bi oni nekako želeli, da vedo povedati, da vedo vse, ampak si želijo povratne informacije, želijo si pridobiti neke, tudi skozi mojo zgodbo s Sofijo, samo eno izkušnjo, kaj biti pri svojem delu, na kaj biti pozoren. Nekako dejstvo je, da še vedno medosebni človeški odnosi so ključni. Naziv Slovenka leta je nekako naziv pohvala tvojemu delu do sedaj. Hkrati ti pa nalaga eno odgovornost tudi, kaj boš delala, kaj boste delali z zavodom še tudi naprej. Kakšni so vaši poglavitni cilji, če lahko temu tako rečeva? Kje so še tisti manjkoti v naši družbi? Pa se novega nič ni. Dejstvo je, da pač v domači bolnišnici upam, da zdaj z novim vodstvom bo ta uboga, rečem, zloženka, kjer smo 4 mame in en oče, kot prostovoljna pomoč na voljo staršem, ki se na začetku soočajo, da bo prišla v samo porodnišnico, torej v roke staršem, ki potrebujejo takrat pomoč. Pohod z rdečimi baloni je že določen na 3. marec, ki bo ponovno
javno v več kot 7 mestih po celi Sloveniji, skratka ob Mednarodnem dnevu redkih bolezni. Nič novega. V bistvu se mi zdi, da nihče ni zaradi tega izgubil glave ali pa še vedno stojim realno na tleh, tako da nadaljujemo. Novih idej, nove želje po pomoči ne manjka pa tudi ljudi, ki iščejo to pomoč. Ampak če se mogoče proti koncu vrneva vseeno na tvojo zgodbo, pa pogledava vaš vsak dan, pa pogledava leta, ki so že minila, glede na to, da je Sofija bila prognozo življenja meseca do 2, sedaj pa je že 7 let stara. Kakšen je recept? S čem se ti zdi, da ste nekako uspeli, da ohranja ona voljo do življenja, da je zdrava, da je vedra? Ključno je vzdušje, ki ga družina daje in omogoča. Drugi 2 ključni stvari pa sta gotovo sprejemanje nje točno takšna, kot je. In resnično jo imamo vsi izredno radi. Očitno ljubezen poganja njeno srce. Tako. Očitno se počuti ljubljena in to je tisto, kar vsak izmed nas, ne glede na to, ali ima posebne potrebe ali ne, bi verjetno rad bil deležen. Kako pa izgledajo, naprimer, ne mogoče zdaj vsakodnevne težave ali naloge, ki jih opravljate, ampak mogoče kako izgleda dopust, počitnice, prazniki, kako preživljate te trenutke? Ja, včasih, še nekaj let nazaj sem bila zelo utrujena po praznikih, zato ker smo bili vsi na kupu in sem komaj čakala, da se začne šola in vrtec. Ampak mi je bilo zanimivo zadnje praznike, ko je Leo že toliko samostojen pri 5 letih in pol, da zanj ni treba toliko skrbeti kot včasih, še vedno ostaja Sofija z vso skrbo isto kot prej, ampak da se imamo res lepo, da nekako smo si življenje skupno zadali tako, da kar se mi zdi kot en napredek, da tudi na dopust kdaj gremo povsem sami brez Sofije, kar se mi je zdelo na začetku, sem imela velike težave, torej Sofijo pustiti nekje drugje, ampak če smo ugotovili, da nekje Sofiji ne bomo mogli omogočiti to, kar si ona želi, predvsem pa potrebuje, potem je boljše, da se vsaj enkrat na leto midva z možem popolnoma posvetiva drugima 2 otrokoma, ki pa nekako tekanje, plavanje in podobno potrebujeta samo ona 2, ker mislim, da prevečkrat slišita, počakajta, Sofija me potrebuje. Se ti zdi, da tako naravno, kot tvoji otroci sprejemajo svojo sestrico Sofijo, bi moglo biti tudi v družbi tako, ko greš po ulici, ko sediš v parku? Pa se to si prizadevamo. Se mi zdi, da recimo z vsemi razstavami, z vsemi zgodbami, z vsem pisanjem, pa lahko rečem, da se stvari spreminjajo, da je mogoče drugačen odziv. Je pa res, da ves čas govorim nam staršem, ki imamo prizadete otroke na invalidskih vozičkih, da moramo mi povedati družbi, kaj si želimo in česa ne, ker ljudje sami, ki nimajo take izkušnje, preprosto ne vedo, česa si mi želimo. In povedati, da lahko pristopijo, da naj nas vprašajo, naj bodo tako neposredni, kot so recimo otroci, ki nimajo nekih zadržkov, da tega si pravzaprav želimo, ne maramo pa, da nekdo buli, da mu je neprijetno, ampak mislim, da s časoma in s temi našimi zgodbami, predvsem pa odprtostjo, vse ne samo moje družine, tudi vseh ostalih, da se stvari spreminjajo na bolje. Za konec še mogoče kratka misel, kaj je tisto, kaj si želiš zase, za svojo družino, predvsem pa za Sofijo, če je sedaj že 7 let stara, nekako si potem avtomatsko želimo, da bi to trajalo in trajalo. Ja, recimo samo tista misel mi je bila prej všeč, kaj je tisto, kar poganja njeno srce, ki ima še vedno 2 luknjici, gotovo ljubezen in vsak izmed nas si želi, da ga družina, prijatelji sprejemajo in imajo preprosto radi.
Petra, najlepša hvala, da si vzela čas in seveda čestitke z naše strani za naziv Slovenka leta, pa veliko energije še za prihodnje. Hvala lepa. Hvala.